Torej bi kar začeli, jaz predlagam. Lepo pozdravljeni na festivalu Parade ponosa, ki se zaključuje s sobotno parado, na katero ste vsi vabljeni. Jaz zelo lepo zahvaljujem vsem, ki ste prišli, zlasti tudi gostom. Hvala tudi Simoni Muršec, ki me je povabila, da vodim to zahtevno okroglo mizo, tako da se že vnaprej opravičujem. Program je sestavila Simona. V glavnem, naslov današnje okrogle mize ali pa pogovora oziroma razprave je varnostne mreže za LGBTIQ osebe. Pravzaprav gre za nek spoj različnih socialnih mrež oziroma socialnih storitev, ki se pravzaprav zdaj po tej prvi fazi nekega relativno uspešnega, občasno pa tudi neuspešnega boja za enakopravnost in zakonsko ureditev v bistvu zdaj na novo izkazujejo neke potrebe, ki niso več samo stvar neke zakonske ureditve, ampak so tudi stvar praks, politik in pač tudi delovanja znotraj nevladnega in tudi vladnega sektorja. Torej, nekako sem si zamislila, da bi govorili zlasti na tej, oziroma kar mene v bistvu tukaj zanima je, kako recimo na področju od psihoterapije, stanovanjskih problemov, problemov starostnikov, mladostnikov, duševnega zdravja, pravzaprav koliko smo mi vsi univerzalni, koliko nas pa določajo, bi rekla, posamezni layerji, v našem primeru recimo najbolj spolna usmerjenost. Se pravi, kako nekako zahtevati neke usluge, bi rekla, države ali pa nevladnega sektorja, ali pa si jih želeti, ali jih naj ta oblikuje univerzalno, torej za nas vse kot ljudi, ali naj upošteva pri tem v bistvu naše neke specifične okoliščine, rečemo osebne okoliščine, in katere te so, in seveda za nas pomembno, koliko je pri tem pomembna pač spolna usmerjenost, spolna identiteta, koliko na to vpliva v bistvu. Koliko je pravzaprav recimo pri stanovanjski politiki ali pa pri starostniku relevantno to, da je v bistvu istospolno usmerjen, koliko je pa relevantno to, da je recimo star, da ima druge težave, da ne sliši, da je nabasan v eno sobo 16 kvadratov še z nekom drugim, prej pač celo življenje živel na 1000 kvadratih in tako dalje. Skratka, to so vse stvari, ki so univerzalne, seveda pa pri LGBT osebah pride še do nekih dodatnih težav lahko. Tako da bi mogoče o tem poskušala bom to, kar bom znala voditi, ker nisem niti vajena, pa tudi zelo je v bistvu raznolika ta okrogla miza, tako da bi začela jaz z vprašanje, potem bi pa nadaljevali z vašimi vprašanji. Tako da jaz lepo pozdravljam v bistvu z moje desne, če začnem, magistro Natašo Zalokar, je direktorica Doma upokojencev Domžale, tako da hvala, da si prišla, jaz bom kar vse tiste, ki jih poznam, boljš bom tikala, tako bom naravna, se pravi tiste, ki sem jih pa danes poznala, bom pa vikala. Skratka, potem Matejo Capak iz Legebitre, svetovalko oziroma strokovno sodelavko, potem Hano Košan, strokovno sodelavko iz Kralje ulice in Tomaža Flajsa, psihoterapeuta iz Inštituta za gestalt terapijo Gita. Zdaj v prvem krogu nekako sem si zamislila, da bi bili bolj informativni in bi vsakega od vas, mogoče kar s tabo začnemo, Nataša, vprašala v bistvu, če lahko na kratko predstavi svojo institucijo, vlogo v njej in seveda tudi na kakšen način, če sploh, v kakšni meri se srečuje z LGBT populacijo. Hvala. Naš dom je javni zavod, 170 stanovalcev, sem direktorica. Zdaj pri stanovalcih nekako zaradi boljšega spoznavanja in boljšega sodelovanja povzamemo biografijo. Zdaj lahko rečem, da še nihče ni šel v to smer, da bi se izpostavil. So pa imam sodelavce, ki sta v dvojini, ki sta istospolno usmerjena in sta tudi povedala. Tako da toliko. Jaz pa prihajam iz Društva Informacijski center Legebitra, kjer sem strokovna vodja programa svetovanja in samopomoč za istospolno usmerjene, kar pomeni, da se v bistvu srečujem s skupnostjo na dnevni ravni.
Trenutno je v naš program vključenih 117 uporabnikov, kar pomeni, da se te osebe na tedenski ravni vključujejo minimalno 2 uri v naše programe. Na dnevni ravni to pomeni, da imamo tam nekje 3 do 4 svetovanj, kar pomeni, da smo posledično mogli v to tudi potegniti še prostovoljke, ker pač so potrebe tako velike, da nekako pokrivamo, da sledimo tem potrebam in našim kapacitetam. Srečujemo se z vsemi spolnimi usmerjenostmi, spolno identiteto, s tem, da mogoče bi izpostavila to, da uporabniki in uporabnice, ki prihajajo k nam zaradi izzivov, s katerimi se soočajo pri svoji spolni identiteti, da so stiske veliko hujše, da je potrebna mogoče bolj konkretna podpora. To se pravi, da imamo mogoče na začetku tudi 2-krat tedensko svetovanja in potem počasi zmanjšujemo. Velikrat je potrebno oziroma je smiselno in zaželjeno, da se v to vključi cela družina, ni pa vedno to mogoče. Hvala, Hana. Tole dela živijo. Prihajam iz društva Kralji ulice, kot si povedala. Mi smo najbolj poznani po tem cestnem časopisu Kralji ulice, torej ukvarjamo se z brezdomstvom oziroma z vsemi, ki imajo neko stanovanjsko stisko in pridejo do nas ali mi pridemo do njih na terenu. Sama delam na področju neke antideložacijske dejavnosti, veliko delam na terenu z ljudmi, ki ostajajo zunaj, ki so na ulicah, nekaj delam tudi v dnevnem centru. Kako se soočamo s to populacijo oziroma srečujemo, je tako, da nekih posebnih programov nimamo. Mi z ljudmi izpostavljamo neke delovne zaupljive odnose in pogosto se v bistvu glih v teh odnosih, v tem pogovorih pogosto ljudje razkrijejo, povejo svoje življenjske zgodbe. Nekaj teh tem v bistvu odpiramo tudi v našem cestnem časopisu, kjer smo v letu 2012 imeli v bistvu prav rubriko na to temo brezdomstvo in spol. O tem se govori v nekih kolumnah, piše se poezija na to temo, kraljica in kraljica, kralj ali kralj. Tako da ja, se srečujemo in med zaposlenimi in med našimi uporabniki. Je pa ta tema nekako še vedno, se mi zdi, dokaj tabu in je v bistvu tema nekih individualnih razgovorov, ki jih imamo z našimi uporabniki. Hvala. Pozdravljeni. Jaz sem Tomaž Flajs, prihajam iz Inštituta za gestaltsko terapijo GITA, kjer izvajamo izobraževanje iz psihoterapije in tudi psihoterapije, supervizije. Za začetek lahko povem, da v naših izobraževalnih programih imamo tudi istospolno usmerjene edukante. Tudi sam imam nekaj izkušenj dela z istospolno usmerjenimi klienti, nisem pa zdaj za to specializiran, tako da upam, da bom vseeno lahko kaj tehtnega povedal. Sem pa tudi predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, ki povezuje 10 različnih psihoterapevtskih šol. In ravno lansko leto smo imeli naše študijske dneve na temo spola in spolnosti, kjer smo pol kot gosta povabili tudi Kevina McKenna iz Irske, ki je bil tudi tukaj. In kaj sem že hotel povedati? Ja, no, upam, da bom kaj še več v nadaljevanju, ampak ena stvar, ki jo želim poudariti, recimo Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je povezana v Evropsko zvezo za psihoterapijo in kjer so zelo jasna načela etičnega kodeksa in ena od teh načel je tudi načelo nediskriminacije, kar pomeni, da psihoterapevt ne sme klienta diskriminirati niti po spolu, rasi, spolni usmerjenosti, veroizpovedi. Koliko se pa zdaj kakšen psihoterapevt tega drži ali ne, je pač drugo vprašanje, ampak na načelni ravni etična zavezanost je v to smer.
Torej, če mogoče kar tukaj nadaljujem pri vas, bi lahko majčkeno razložili to, kaj pomeni pravzaprav gestalt terapija in kako v razmerju do ostalih terapij bi se recimo lahko nekdo, ki je ne veš tega, ampak ko si postavljen, bi rekla, na trg terapija, ne, se ti moraš odločati za terapijo in še znotraj tega za terapevta, a ne? In a je to poskusi napake ali je to vse neke terapije so bolj primerne in zdaj, če gledamo iz vidika recimo LGBT populacije. Zagotovo je pri vas to odprta reč, ampak kako pristopiti k temu? No? To, kar sem že prej poudaril, je v bistvu največ odvisno od posameznega psihoterapevta, koliko ima razčiščeno sabo, koliko nima in koliko je tudi pošten, če ima v sebi neke predsodke, da reče, ne bom delal. Slišam včasih kakšne zgodbe, ki me malo srh prime, recimo, ko je en istospolni klient k meni prišel, rekel, ja, ko sva začela terapijo s prejšnjim terapevtom, ko sem povedal, da sem gej, mi je najprej začel opevati lepote moško-ženskega odnosa. In to je bilo konc pol. Zdaj, kar se tiče psihoterapevtskih šol, jaz lahko najbolj kvalificirano govorim za gestalt terapijo. To je ena od smeri, tako imenovane humanistične usmeritve, in kjer je filozofska osnova je fenomenologija, se pravi, da je v ospredju človekovo doživljanje, enkratnost, neponovljivost posameznika in neka radikalno spoštovanje te njegove enkratnosti, neponovljivosti. Pomemben podstat je tudi eksistencializem, kar pomeni, da si vsak človek po svoji izbiri kreira svoje življenje in tudi kreira svoje lastne kriterije, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. In v tem smislu je gestalt terapija odprta in mislim, da tudi druge humanistične usmeritve. Je pa psihoterapija od svojega nastanka naredila nek razvoj. Recimo, mogoče kot zanimivost, ko je gestalt terapija nastajala, se je razvijala tudi, ker so še takrat v psihoanalizi obstajali predsodki in niso hoteli v edukacijo sprejemati istospolno usmerjena in so šli pač na inštitut za gestalt in tam zelo pripomogli k razvoju te terapije. Recimo Paul Goodman je bil biseksualen, Isadora Fromm je bil homoseksualen in še bi lahko našteval. Kar je pa tudi zanimivo, recimo humanistične smeri ne poudarjajo patologije, ampak potenciale človeka. Vendar moramo poznati tudi diagnostične priročnike in recimo tak najbolj poznan je DSM, Diagnostic Statistic Manual, Ameriške psihiatrične zveze, in do leta 1973, se pravi, ko je bil v veljavi še DSM-2, je bila homoseksualnost opredeljena kot patologija. Od takrat naprej pa ne več. Mislim, da se je takrat zgodil nek pomemben premik glede tega. Pa še to bi rekel, da ne glede na psihoterapevtsko šolo, da je pomembno, da psihoterapevt ima tudi zavest nekega širšega družbenega konteksta, ker jaz mislim, da vsaj po moji izkušnji istospolni klienti, ki pridejo k meni na terapijo, nimajo težave, zato ker bi bilo z njimi fundamentalno nekaj narobe, ampak zaradi konteksta, okolja, v katerem so odraščali, se pravi stereotipi, predsodki, zasramovanje, in to je tisti glavni problem in zato tudi mislim, da bi psihoterapevti v enem širšem pogledu morali biti tudi družbeno angažirani, ker če bomo vse zvajali na problem posameznika, bomo pravzaprav del problema. Sej ni naključje, recimo, da so v porastu anksiozno-depresivne motnje. To je zaradi okoliščin, v katerem živimo, tega dehumanizacije, ki smo ji priča in tako naprej. Ampak da ne bomo zdaj preveč govoril. Nataša, Tomaž je omenil v bistvu to neko človeško, bi rekla, neponovljivost, to individualnost. Ko sva se midve prvič pogovarjali o tem, si omenila to, da se tudi z vidika starostnikov stvari v zadnjih letih ali pa desetletju zelo spreminjajo tudi v tej smeri večje individualnosti in izzivov, ki jih to tudi prinaša za vas. Res je, ja.
V bistvu prej so bili starostniki, rekla, uniformirani. Ne? Vsi so bili stari, vsi so bili potrpežljivi. Starostniki so zdaj drugačni. Pristop je drugačen in največ delamo na izobraževanju, tako kadrov, naših zaposlenih kot svojcev. Ne. Kar veliko imamo oseb z demenco, za svojce so to še vedno nori, stari, tečni svojci dostkrat in moramo v bistvu ta prvi svojce izobraziti, da to niso dementni. Ne. In kar se tiče sodelavcev moji, pa šolati, izobraževati glede pristopa. Imamo program odnosne nege, kultura skladnih odnosov, da najdemo stik s stanovalci. Seveda bi bilo veliko lažje, če bi imeli, tako kot si rekla, kakovostnejše bivalne razmere, da bi bile standard enoposteljne sobe, ker jaz mislim, da je to skoraj nujno. No. Si ne predstavljam z nekom biti v sobi z različnih kultur, različnih navad. Rabiš svoj intimni prostor zase, potem socialni prostor, v okviru doma se pa ti lahko srečuješ, če si želiš. Ampak ta intimni prostor pa mislim, da bi moral biti absolutno. To sem mogoče pomislila, rekla si, rabimo izobraževanje kadra, rabimo izobraževanje svojcev, a ne rabimo tudi izobraževanje starostnikov, oziroma da to ne pomislimo, je neko odklanjanje njihove neke subjektivnosti, ker namreč je najbrž tudi kakšna težava med njimi, tudi z vidika te raznolikosti, a ne? Seveda, zato ker so naši domovi absolutno preveliki, ne? Skupine so prevelike, mi smo en izmed manjših domov, pa je 170 stanovalcev. Ne? Tako da, če bi bile to manjše skupine, manjše enote, tudi takrat bi rabili izobraževanje, ampak to bivanje, sobivanje bi bilo bistveno lažje. Ne vem, hiša za 7 stanovalcev, to bi bilo super in se res lahko potem individualno pristopiš do njih. Poznaš njihove potrebe. Kar se tiče izobraževanja starostnikov, absolutno ja, moram reči, da v zadnjem času prihajajo v dom predvsem preživeti, ne živeti, kar je pa mogoče ta težava, ne? Ker res so, bodi si osebe z demenco, bodi si tako bolni, da res redko kdo živi. Torej recimo v času družinskega zakonika, recimo so ljudje med sabo razpravljali, ali to že ni več tema v teh letih, recimo, ali se z osebjem razpravlja, ali se med sabo, ali je to vodena razprava, kdaj tudi za take družbeno pomembne teme, recimo. Kakšen je njihov odnos do tega, recimo? V okviru aktivnega dopoldneva se razpravlja, ampak tam to je res peščica stanovalcev. Mogoče ne vem, 10% stanovalcev, ki lahko nekako aktivno razpravlja, ki kaj pove o tem. Ne. Kaj več, ja, se družijo, imajo telovadbo, druge aktivnosti, ampak kakšnih poglobljenih pa zelo malo. Teh tem ni veliko. Pri vas, Hana, je pa si rekla tudi ta preplet v bistvu med to identiteto LGBT in recimo med brezdomno identiteto tudi zelo zahtevana, ne? Da opažaš to, da v bistvu kdor je LGBT ni... Ja, večkrat z nekih pogovorov, pa v bistvu neki intervjuji so v našem arhivu, se lahko preberete 2012, pogledajte številke v našem časopisu, so bili prav opravljeni neki intervjuji in v bistvu pogosto posamezniki govori o tej večkratni izključenosti. A ne? Če rečeš, da spadeš v LGBT skupnost, med brezdomci te hitro izženejo in si tam diskriminiran. Če prideš na drugo stran, na drugo sceno, reče, ti si brezdomec, umazan, smrdiš, si zadrogiran, si spet izključeno. In v bistvu je ta večkratna izključenost zelo pogosta. No? In ljudje rečejo, da v bistvu v različnih scenah skrivajo neko to svojo identiteto oziroma se pretvarjajo, da so nekaj drugega. Mogoče pa tudi to vprašanje spola, no, tudi to je neka tema, ki se je odprla in je zanimiva v bistvu za nadaljni razmislek, razpravo, študijo. Je pa v bistvu tudi ta vprašanja spola, ki se pogosto na cesti izgubi. No. Ljudje rečejo, jaz se ne definiram, definira se moja ulična identiteta. V bistvu ta ulična identiteta prevladuje nad vso ostalo identiteto. No. In v bistvu tudi ta tema se mi zdi dokaj močna.
To je zelo zanimivo, da se spol zgubi zato, ker ostane samo golo telo, a ne, ki more preživeti. Ampak spolna usmerjenost se pa na ulici ne zgubi. Ja. Ne. Ja. Ja, to je vprašanje. Tako. Točno to, ja. Torej, mogoče tukaj vprašanje v bistvu manj o LGBT, ampak več o teh različnih, recimo, drugih identitetah znotraj LGBT populacije, mogoče koliko imaš ti stika z mladimi, recimo, koliko s starejšimi, a se dviguje, recimo, bi rekla, dostop starejših tudi ljudi, ker mi vsi postajamo starejši, večja informiranost je tudi, kakšen je razmerje, recimo, pri vas? Zdaj, starostno, kar se tiče, je velika večina naših uporabnikov starih od 15 let naprej, pa tam do 30. Potem se mi zdi, da je neka luknja med 30 do 40, potem se pa spet tam od 40, pa najstarejši je bil 67. Tako da s tem, da pri teh mlajših uporabnikih in uporabnicah se vidi to, da je mogoče že da so bolj mobilni, naprimer, ne, se tudi pripeljajo iz drugih koncev Slovenije in pridajo dejansko na infotočko in imamo svetovanja in vse. Pri teh starejših pa večinoma komunikacija poteka preko telefona. Aha, ne pridejo osebno. Zelo redko, zelo redko, tako da velikrat jaz tudi potem predlagam, da lahko pa mogoče jaz pridem v njihov domač kraj, kjer živijo, oziroma ali se dogovorimo nekje čisto v nekem drugem kraju, ker je potem spet ta dilema, zdaj, če me bodo videli v domačem kraju, a bo kdo kaj slišal, a se bo mogoče s tem nehote razkril, bo kdo kaj posumil, tako da zelo delikatne situacije, no, v bistvu. Je pa pri vas tako, da v bistvu imaš svetovanje in kaj je praviloma vsebina teh svetovanj? Kako si mi nakazala, da en del je teh razkritij, ki jim pomagaš narediti nekaj, drug del je pa prav težave, ki so... Ja, zdaj, ponavadi, ko osebe razmišljajo o razkritju, pridejo tam enkrat, dvakrat, kakšni tudi trikrat, in se pogovarjamo o tem, na kakšen način, kaj reči, kdaj je primeren trenutek, kaj v primeru, če se zgodi negativna reakcija strani staršev ali sošolk, sošolcev. V bistvu neko preigravanje različnih scenarijev, ki se lahko zgodijo v prihodnosti, kar jim da nekako ta občutek, saj lahko pa imam nadzor nad tem tudi jaz na nek način, kaj se bo zgodilo. In pač, če preigravaš različne scenarije, si tudi se mi zdi, da smo mi sami v sebi malo bolj sigurni. Potem so pa v bistvu nek drug tip je pa ta, kjer pa mogoče sama spolna usmerjenost ali pa spolna identiteta niti ni toliko v ospredju, ampak so mogoče druge težave, kot so motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, samomorilnost. Je pa, če se navežem na to, kar si na začetku povedala, sigurno tukaj spolna usmerjenost ali spolna identiteta zelo, zelo pomembna osebna okoliščina. Tudi recimo pri, tukaj če izpostavim, pri transspolnih osebah se veliko pogosteje dogaja, da se soočajo s problematiko brezdomstva. Torej, da je staršem, da so starši naredijo tako reakcijo, da rečejo, pač ne moreš biti več doma, ali pa dajo svoje otroke pod tak močen pritisk, da otrok sam začuti, jaz pa ne želim biti več del tega, in delajo vse, kar je v njihovi moči, da se osamosvojijo. Do katere točke pa lahko pomagate znotraj nevladne organizacije, kako pa potem, od katere točke dalje pa napotujete drugam in kam v bistvu, s kom imate stike, s kom sodelujete pravzaprav? Zdaj, kar se tiče konkretno brezdomstva, nekaj smo tudi z vami sodelovali, no, pač zelo je odvisno od tega, kakšna je osebna situacija. Zdaj, če sem zelo konkretna, če je oseba, ki je brezdomna, polnoleten, cis-gej, je v bistvu edina možnost, kamor ga lahko pošljem zavetišče za brezdomce. Ker pač naš sistem socialnega varstva nima varnih namestitev za polnoletne moške. Potem je spet vprašanje pri transspolnih osebah. Če je to transspolna ženska, ki še nima osebnih dokumentov, jo ne bodo sprejeli. Hvala Bogu imamo pri DNK dogovor, da lahko tudi pošljemo k njim transspolne osebe, ampak velikrat recimo se je zgodilo že, da je oseba prišla k nam na vrata na infotočko z nahrbtnikom, jaz nimam nikjer spati.
Tako da smo tudi začasno na tak način reševali, da smo plačevali namestitev v hotelu in potem podprli osebo, da je imela toliko suporta, da je lahko nekako zaživela samostojno življenje, kar pomeni, da je to zajema zagovorništvo na Centru za socialno delo, pomoč pri izpolnjevanju vloge za izredno denarno pomoč. To se pravi, čim bolj aktivirati te podporne sisteme, ki jih država omogoča, in po drugi strani pa ta podpora strani nas na organizaciji, da ima oseba občutek, da ni ostala sama. No. Torej, Mateja je omenila, Tomaž, to neko specifiko LGBT populacije, pa me zanima mogoče ta stvar, ki me je tudi mene včasih morila. Recimo, ko so nam v družinskem referendumu rekli, pa bodo otroci, če bodo družine, pa bodo otroci v šolah šikanirani, pa smo mi pa rekli, eni otroci imajo starše geje, eni imajo pa velike ušesa, pa bodo, torej, razumete, v tem smislu, pač vsak otrok je v nekem smislu lahko tarča, ampak verjetno ni biti tarča zaradi ušes ali pa biti tarča zaradi svoje spolne usmerjenosti ali pa spolne usmerjenosti staršev enako. Ne, nikakor. Sicer, kar je mogoče skupno obema primeroma, je, da se posameznik sooča z nekim lastnim sramom, ki ga mora predelati in premagati, ampak velika ušesa se vidijo. Svojo spolno usmerjenost pa se verjetno ljudje naučijo skrivati in se na ta način izolirati. V tem smislu je potem tudi recimo med nekom, ki je zaradi rase diskriminiran, neka razlika kot pa z vašega vidika, kot pa gej ali pa lezbika recimo, ker rase ne moreš recimo skriti. Ne moreš skriti, ampak jaz ne verjamem, da ima ogromno ljudi predsodke do velikih ušes. Ima pa veliko ljudi predsodke lahko do druge rase in pa predsodke do istospolne usmerjenosti ali transseksualnosti in tako. Tukaj je bistvena razlika, dosti večja teža pritiska je, okolja je tukaj in dosti večje travme nastajajo zaradi tega, tako da nikakor jaz tega ne bi enačil. Je pa tako pač, poudarjam, meni je primarno človekovo doživljanje, kako človek doživlja svoje težave in zaradi tega pa po drugi strani ne bi nekoga, ki ima velika ušesa in se sramuje, rekel, ti pa nimaš nobenega pravega problema. Ampak vseeno, gledano v enem širšem kontekstu, pa ne moramo narediti tega enačaja, nikakor ne. Nataša, meni se je zdelo zelo zanimivo, ko si mi rekla, da v bistvu so razlogi za, bi rekla, sramotenje med starejšimi, da če dva prideta, moški pa žena, recimo mož pa žena v dom skupaj, da to je sprejeto kot nekako razumljivo, če se pa zaljubita v bistvu v domu, je pa to v bistvu ups, a ne? Ja, tako strani svojcev, kot strani sostanovalcev. Moram reči, da zaposlenih niti ne, ampak svojci so imeli pa kar velike pomisleke, in stanovalci, to ko mladostniki, enaka špikanja med njimi, tako da je kar veliko zbadanja, kar se tega tiče. Pa mogoče, da se navežem, mislim, da je zdaj čas, da govorimo o tem, da generacija, glede na to, kar si rekla, da prihajajo, ker v domovih naj bi bili 65 plus, se pravi, da bojo prišli v domove in da je zdaj čas, da o tem govorimo, da se o tem izobražujemo tako zaposleni, kot verjetno tudi so stanovalci. Rekla si tudi, da imaš dva zaposlena, ki sta gej in lezbika, in imata kakšne težave ali to med sodelavci ali pa med starostniki? Med starostniki ne. Med sodelavci je pa bilo, ker sta imele sodelavki vezo. Potem, ko se je ta veza prekinila, med njima je bila težava, tako da se je ena izmed njih obrnila name, smo se pogovarjali tudi o tem.
Se pravi, to so običajne težave, kot če bi bila heteroseksualna veza. Pa bi, se pravi, so neki izzivi, ki so povezani, ki so zelo univerzalni, neki so pa še dodatno. Zdaj mogoče samo še to, a so kakšni izzivi ali pa težave podobni pri kakšnih drugih osebnih okoliščinah, recimo nacionalnost. Verjetno imate ljudi, ki so iz drugih držav ali pa republik ali pa etično etnija, recimo Romi, a imate v tem smislu kakšne več izkušenj, pa da bi se jih dali uporabiti v tem smislu? Imamo Romkinjo, konkretno o tem smo se pogovarjali. Za nas je izziv, kako pristopiti, kako razumeti njeno kulturo. Njena kultura je dana, spremenila se ne bo, njen način življenja je bil zbiranje, hrčkanje stvari in to počne še danes. Tako da kar je to, da zaposleni morajo to razumeti, mi moramo to razumeti, pa nekako olajšati potem stvari, počistiti takrat, ko nje ni, oziroma na tak način tega lotati. Ampak drugače pa z izobraževanjem. Res, da že mislim, da kar 5 let namenjamo, odkar sem tam, izobraževanju, razumevanju drugačnosti, ker pogosto zaposleni še vedno rečejo, ta je pa siten, ta ima pa preveč pravic, ta si pa želi, ne vem, nemogoče, ampak praktično si nemogočih stvari ne želijo. Želijo si samo pozornost, sprejemanje, individualni pristop, kar se mi zdi pa normalno. Ja, mogoče še to, prej si rekla, da v bistvu zbirate neke podatke o ljudeh, neko biografijo naredite. A je to v bistvu nek obrazac, ki ga predpiše ministrstvo, pa mogoče zato mi ne vemo, da so istospolno usmerjeni v domovih, zato ker ministrstvo na obrazcu tega vprašanja nima, ali mogoče kaj drugega? Ne, povprašamo kar svojce, pa njih same o njihovem življenjskem slogu, njihovih v bistvu navadah, prioritetah, kaj si želijo. Tako da o tem, zdaj seveda tisti, ki se nočejo izpostavljati, o tem ne bojo povedali. A je pa na kakšnem obrazcu, recimo poročen, samski in tako naprej? Ja, to pa seveda. To pa je, to pa se pravi bo zdaj po novem, ko mi pridemo v domove, bomo že lahko obkrožili zakonske termine, kot je zunaj urejena zakonska, kako partnerska zveza ali kako že. Skratka. Imamo še stare obrazce. Imate še stare. Tako da to je za popraviti, verjetno ministrstvo mora pravilnik spremeniti, to so pa dolga pota. Ja. Tako da mogoče Hana, bi me zanimalo, če ima ti kot strokovnjakinja za stanovanjske, recimo bivanjske težave, koliko lahko v bistvu ponudiš ali pa kako sploh lahko, tudi če bi vedela, da je nekdo recimo istospolno usmerjen, koliko lahko to sploh mu olajšaš znotraj tega sistema, kakršnega imate. Kaj vi sploh pravzaprav nudite, da tako rečemo? Mogoče, če ta vidik malo predstaviš, kaj so možnosti za nekoga, ki bi imel potrebo po stanovanju? Mi nudimo oziroma imamo ta program nastanitvena podpora, se imenuje Resettlement z neko tujko, kjer ponujemo neka stanovanja oziroma sobo v stanovanju. Trenutno imamo 7 stanovanj, upam, da vem prav. In naš program je vključeno 26-27 posameznikov, parov in družin. Torej, to so posamezniki, posameznice, družine, ki so prišli do nas z neko stanovanjsko stisko ali iz ceste ali iz neurejenih bivališč ali od prijateljev ali so vse to skozi dali in se vrtijo v nekem krogu in pridejo do nas in potrebujejo streho nad glavo. To program pomeni, da se mi ljudem ne damo samo stanovanje in rečemo, evo, tukaj je soba, tu imaš ključe, ampak nudimo neko podporo pri tem, ker ljudje so se znašli v taki hudi stiski, da tudi samo stanovanje, čeprav je ključno, da se ljudje poberejo, najdejo službo, začnejo neke korake naprej, rabijo streho nad glavo, težko je to početi iz klopce v parku. Tako da jim nudimo neko celostno podporo, torej individualno delamo z ljudmi, se pogovarjamo z njimi, delamo nek načrt, kako naprej. Mi jih podpiramo, predvsem na tistih področjih, katerih se oni želijo. Veliko izhajamo iz tega, iz posameznika, iz njegovih življenjskih zgodb, potreb, želja.
zelo dobro si Tomaž prepovedal. No, tako imamo isto neko to idejo, da posameznika sprejmamo takšen, kot je, in iz nekih življenjskih okoliščin, iz katerih so prišli in kaj se oni želijo in kaj zmorejo. Jih spodbujamo, seveda motiviramo, če mi vidimo kaj, ampak vedno pa sledimo tem možnostim, potrebam in željam posameznika. Vprašanje, ko se je rekla o nastanitvah. Ja, recimo, če bi lahko... V bistvu to vprašanje nikoli ni bilo toliko napladno, niti nerelevantno za nas, ker se v bistvu rešuje ta stanovanjska stiska, ki jo ljudje imajo. No. In se mi zdi, da po nekih dosedanjih izkušnjah, mogoče se motim, no, bi rekla, da niti to ni toliko relevantno, ker v bistvu v teh naših skupnostih, ko se ljudje vselijo v ta neka stanovanja in živijo skupaj, to niti ni bilo nikoli izpostavljeno, kot da bi se zaradi tega bile kakšne težave, problemi, da bi v bistvu zaradi tega prihajalo do nekih konfliktov, no, ker pač ljudje res podpremo, delujemo s posamezniki in z vso skupnostjo v nekem stanovanju in poskušamo, da oni pač nekako sobivajo v nekem kakor toliko okolju, v nekih odnosih. Tako da se mi niti ne zdi v tem trenutku neko relevantno vprašanje, no? Ker so ljudje v bistvu res v taki stiski, stanovanjski, bivanjski, eksistencialni, moram reči, da v bistvu je to neka prioriteta, s katero se potem ukvarjamo. Mogoče, Tomaž, jaz sem poslušala tukaj smo tudi imeli enega gosta, Kevina McCaina, in on je v bistvu veliko govoril o tem, da je pri vašem delu ali pa pri naši, tako bom rekla, pri naši psihološki strukturi gender first, vse ostalo pa second. Veliko je o tem govoril, da v bistvu ta predsodki, ki se vidijo kot homofobni, so v bistvu predsodki, ki so povezani z tem patriarhalnim redom, pa z moškostjo in tako naprej. Mogoče, če to tudi vi v Sloveniji opažate. Ja, On je namreč govoril o Irski, takrat po referendumu so v tem smislu. Ja, jaz nisem sicer specialist za LGBTQ, kot sem povedal, ampak področje mojega zanimanja je bila prav moška identiteta in sem tudi napisal članek Moški in sram in sem prav raziskoval to, kako človek na osnovi nekih interakcij z okoljem oblikuje svojo identiteto in odnose z drugimi. In ne glede na to, a gre za moške, za ženske, LGBTQ ali kakorkoli, obstaja en temeljni proces socializacije, ki je zelo problematičen, in to je zasramovanje. Recimo, ko sem pisal o moških, moraš biti močen, smeš pokazati, da te je strah in tako naprej. In posledica tega je, da pač se moški vedemo tako, kot se vedemo, ne? Za ženske velja nekaj drugega. In to, kar je recimo meni Kevin zelo odprl oči, ne, je, ko je govoril o internalizirani homofobiji. V bistvu mi družbo ponotranimo, te predsodke ponotranimo in se ta konflikt razvija v nas samih. Ampak zakaj se sploh to zgodi? Ker temeljna potreba vsakega človeka je po pripadnosti, po sprejetosti, in ker ta pritisk tako močan, se pol probam prilagoditi, da bi bil sprejemljiv, ob tam pa pridem v ta svoj notranji konflikt. Zdaj sem malo zašel sicer od vprašanja. Ja, in zato je pomembno, da recimo ta izraz, ki ga je uporabil, coming home first, then coming out, je pa spet tukaj nevarnost, da bi vse zreducirali na delo s posameznikom, ne? Ker še zmeraj biva, ne nosi vse sam te ponotranjene družbe, ampak ta družba realna okrog še vedno obstaja. In vaše vprašanje, če opažam v Sloveniji... No, če je v bistvu ta moškost ali pa najedanje moškosti ta primarni problem tudi v zvezi s homofobijo, ali pa ta tradicionalna moškost, ki v bistvu izginja in se rojeva nekaj novega, pa še ne vemo verjetno kaj. Ja, vsekakor. In tukaj smo moški kar malo zgubljeni. Čakajte, samo malo ne me misel šla. Aha,
prototip problema, ki jih imamo moški, je pravzaprav predstavlja tudi lik geja, ker tisto, kar ti očitajo kot moškemu, če se ne vedeš v skladu s temi normami, ne, ti pa se obnašaš kam peder. Ne. V bistvu pa izražaš samo to bolj svojo občutljivo, senzitivno plat. In ja, tudi moja izkušnja kot moškega je ta, da sem bil zelo izpostavljen temu in sem se zaradi tega sploh začel s tem ukvarjati. In na tej ravni ni isto, ne? Ni isto, ampak na neki globlji ravni pa se vsi srečujemo s tem problemom, kako sprejeti samega sebe, če se to ne sklada z nekimi normami, predstavami okolja, in žal to še ni preseženo. Ne. Slišal sem celo izraz neopatriarhat, ne. Se spet ta nazaj tendenca, ne, in ogroženost moških in tako naprej. Ampak glede na to, kako je pritisk družbe močen še vedno in homofoben, mi je to prišlo na misel, da v bistvu, da bi coming home, vsi rabimo psihoterapijo. Ali niti ne? Žal v veliki meri ja. Ne. Psihoterapija je zame primarno zdravljenje z odnosom, zato ker so v odnosih nastali problemi. In če bi bili odnosi drugačni, kot so, bi verjetno tudi jaz začel vedno bolj zgubljati kliente. Čakajte, spet sem se malo zgubil. No, če vsi rabimo psihoterapijo. Ja, ne bi rekel, da vsi rabimo. Vsi pa rabimo neke podporne, sprejemajoče medsebojne odnose. In v veliki meri, če bi to bilo, bi ljudje manj rabili psihoterapije. Ja, seveda. Jaz bi tukaj mogoče dodala še ta aspekt, ki ga je Kevin tudi omenjal, in sicer ta proces coming home na individualni ravni, ki je seveda zelo pomemben, ampak je pa tudi pomemben ta proces na ravni družine in na ravni skupnosti in na ravni države. In to je to, kar si Tomaž omenil, ne, da če se okolje ne spreminja, potem je težko živeti pač meni spremenjeni v tem okolju. In pa ta širši družbeni kontekst, ki si ga omenjala, zdaj, če govorimo prav o homofobiji, pa mogoče, če že glih, ko smo se malo na geje spravili, se mi zdi, da problem širšega družbenega konteksta ta, da ko se govori o gejih, da je v prvi vrsti pri ljudeh pade na pamet pač spolni odnos. In to je to. Ko ljudje govorijo o gejih, razmišljajo samo o tem, kako izgleda njihov spolni odnos. In pač se mi zdi to totalna dehumanizacija. No? Tako da... Ja. Mogoče, Mateja, če nadaljujemo samo pri tem, ker smo rekli, da pač ne rabimo vsi vsega, ampak to, da v bistvu sem razmišljala o tem, da bi pa vse o tej razmerju med tem sistemskim, zdravstvenim, državnim pa nevladnim, ali bi vam kot nevladnim organizaciji, ker je relativno velika in res povezovalna, prišlo prav neko sodelovanje, recimo, da bi enkrat tedensko imeli psihiatrično ambulanto v Legebitri, ali pa da bi psihoterapeut prišel na Legebitro, ali bi to ljudem olajšali, bi rekla, dostop, ali se ti zdi, da nevladna sfera lahko poskrbi tukaj, naprej pa v bistvu usmerjate po nekih osebnih poznanstvih naprej, kako to vidiš? Ja. Moja vizija je, da bi imela skupno svoj terapevtski center. To bi bilo fenomenalno. Pač v tujini je to že praksa zelo dolga leta, tukaj pri nas je to še nekaj zelo novega. Predvsem v prvi meri se mi zdi, da je področje duševnega zdravja nekaj, kar bi primarno mogla urejati država. In da bi mogle nevladne organizacije in država sodelovati veliko bolj, kot sodelujemo z roko v roki. Kar pa pomeni, da bi mogli razrušiti celoten zdravstveni sistem, kar je nemogoče. Zakaj? Prvo zaradi pozicij moči, ki so v teh sistemih, in verjetno bi se mogel marsikdo marsičemu odpovedati.
če to naredimo. Zelo si abstraktna. Tako da, A to misliš v zvezi s psihoterapevtsko stroko, ki bi morala biti zdravstveno predvsem pač sistemom koncesirana? zdravstva. Sistemom zdravstva. Ja, pač zdaj, če gledamo, če nekdo želi dobiti neko dobro psihoterapijo, potem mora za to tudi plačati. Tako da tudi področje psihoterapije še ni urejeno, ne bom se zdaj spuščala v to področje, ampak tudi sama psihiatrija na zelo velikih področjih šepa. Pač ljudje, sicer je res, da ljudje, ki pridajo k nam, so v veliki večini ljudje, ki so bili razočarani pri stiku z zdravstvenim sistemom ali s psihiatrijo. Domnevam, da zato, ker tisti, ki so zadovoljni, niti nimajo mogoče take potrebe, da pridajo z nami v stik, ne. Ampak izkušnje, ki so te, da so jih po zelo hitrem postopku odpravili ven iz ordinacije, so jim napisali recept za antidepresive in je bilo to. Pač ljudje rabijo ta pristen človeški stik, no, in nekoga, ki sedi nasproti in da jasen občutek, mar mi je za tebe in za to, kar imaš za povedati. Tako da marsikaj bi se dal narediti, no. Se mi zdi, da veliko več kot se dela. Predvsem mogoče na tej individualni ravni, da se vsak ali psihiater ali psihoterapevt ali socialni delavec ali mladinski delavec zaveda, koliko je pomemben nek ta pristen človeški stik z drugo osebo. Ja, super ste povedala, zelo se strinjam s tem, kar si povedala. Hotela sem samo še dodati, ko mogoče prej nisem, pa tudi so se v bistvu mi, Barbara, pogovarjale. Mi v našem društvu delujemo tudi na enem projektu, ki je mogoče izven vsega tega nekega klasičnega našega delovanja na področju brezdomstva in stanovanjskih stisk in problematike. Razvijamo v bistvu tudi en program slišanja glasov, na katerem tudi sama sodelujem. To pomeni, da se predvsem v nekih podpornih skupinah srečujemo posamezniki, posameznice, ki imajo izkušnjo slišanja glasov, videnja različnih stvari, čutenja, doživljanja in verjetja v neke neverjetne stvari za nekoga. In glih to sem jaz spomnila, ko si ti rekla, ta nek varen prostor, ki je tu pomemben. Kar je zelo močno pri teh naših skupinah, je ravno ta varen prostor, ki se ustvari znotraj te skupine. Marsikdo, ki prihaja na naše podporne skupine, reče, prvič sem lahko v svojih glasovih, o doživetjih, ki jih imam, govorim tu in vi jih jemljete kot to, da je to moja realna izkušnja, jih sprejemate in mi nudite podporo. Tako da glih ta in glih možem to taka tema v teh varnostne mreže, no v bistvu glih to ustvarjanje nekih varnih prostorov, kjer lahko ljudje govorijo. Moram pa reči, da mogoče čistko intermezzo ena zgodba, ljudje pogosto govorijo svoje zgodbe na skupinah, govorijo, kdaj so se pojavili glasovi, kako se s tem soočajo. In je v bistvu, moram reči, da glih zgodba enega fanta, ki je v bistvu sam povezuje to prvo slišanje glasov oziroma pojav glasov ravno s tem, ko se je odkril v srednji šoli, no. In v bistvu je ta zavrnitev in stigma, ki je nastala s tem v srednji šoli, bila tako močna in ta stiska tako močna, no, da sam povezuje to s tem slišanjem glasov, no. Tako mogoče in torej tudi na naših teh skupinah, na tem programu slišanja glasov se tudi v bistvu velikokrat srečujemo z neko LGBT populacijo, z nekom. To je bilo zame zanimivo presenečenje, da se brez v bistvu Kralji ulice, jaz sem si zelo ulično predstavljala Kralje ulice, preden sem Hano spoznala. Zdaj pa razumem, da v bistvu preprečujete, da bi se ulica zgodila in da se tudi ukvarjate z drugimi stvarmi. Tako, je neka preventiva, v bistvu veliko delamo na preventivi, veliko delamo sicer, ko že požar gori, pa gasimo to. Pa dosti smo odprti in takole malo, imamo radi izzive, no, in se soočamo z nekimi temami, ki so pogosto odrinjene, no. Tako da, ja. Ja, jaz sem prej toliko zašla v ta svoj poskus abstrakcije, da sem pozabila na še eno zelo pomembno točko in sicer neko pričakovanje do države oziroma ministrstva, mestne občine, na katerem že delamo, je tudi to, da se uredi neka varna namestitev za LGBT skupnost, kar pomeni, da če se nam nekdo spet pojavi z nahrbtnikom na vratih, da ga dejansko lahko nekam namestimo.
in pa tudi neko, se mi zdi, pričakovanje, ki bi lahko na ravni vseh nevladnih organizacij tudi to, da se začne urejati namestitve za polnoletne žrtve nasilja. Tako da to sem še hotela. V smislu moške ali ker varne hiše za ženske, ki so v tem smislu? Ja, ali za da se moške in tudi tudi kapacitete? transspolne osebe. No, ja, Fajn bi bilo, če bi bilo to na državni ravni urejeno. Ne? Aha, zdaj je to na občinski ravni urejeno. Ali Zdaj kako? sploh ni urejeno. No, ampak varne hiše obstajajo. Varne hiše obstajajo za ženske žrtve nasilja. Ja, se pravi, razumem. Mogoče še eno vprašanje, potem pa, da bi šli, samo še eno vprašanje imam, potem bi pa mogoče vprašali vas, če imate kakšno vprašanje, potem imam pa še vprašanje, ampak zadnji krog vprašanj. V glavnem. Ampak ne bom zelo dolga, to je bil moj najdaljši stavek. Mogoče samo še to, Nataša, ko sva se malo pogovarjali, si mi rekla tudi to, da je bila ena ideja o tem, da bi v bistvu združili te domove, Mengeš, Domžale in tako naprej in da bi bil to en dom v bistvu, ki bi imel različne enote in da bi ljudi nekako delili po nekih kriterijih, da bi bil nekje za dementne in tako naprej. In pa sem pomislila, a je to tisto, kar si želimo ali si želimo večjo raznolikost in tukaj sem potem tudi, po mojem vsak različno stališče, prišla tudi do LGBT doma. Ali si to res želi tako, no, mogoče kakšna je ta izkušnja in kakšni so bili razmisleki pri tem združevanju? Pri združevanju je bil največji pomislek to segregiranje, da bi bili nekje v bistvu osebe z demenco, nekje nadstandarden dom, bom rekla normalen dom, pa bolnišnični oddelek ali bolnišnični dom. In to se nekako nam ni zdelno sprejemljivo, ker se mi zdi, da vsi rabimo to raznolikost, podporo v končni fazi en drugega, da lahko živimo. Ne? Tako da ko si me vprašala, ko si mi ti nekaj člankov poslala, potem sem še sama brskala, kako je to v tujini. Nekako Španija, Skandinavija ima LGTB domove, vendar ne izključno samo za to populacijo, ampak nekako, da je javno seznanjena v bistvu, da so tukaj izobražen kader, da sprejemajo, da nudijo v bistvu podporo, program. A ne, je pa v bistvu odprt dom za vse. Tukaj nekako LGTB prijazen v tem smislu, a ne? Da da vedeti, da je... In tudi to, kar si ti rekla, da je že bilo v Ljubljani, to izobraževanje zavodov, to sem jaz odprta, pridite. Ja, no, certifikat, ja, to je... Torej, to je v bistvu, za tiste, ki ne veste, ljubljanska občina je v bistvu si zamislila en certifikat, ki se imenuje LGBT prijazno in zato je treba upraviti izobraževanje znotraj institucije in potem dobi institucija ta certifikat. Žal se je to izvajalo samo v tistih sferah, kjer je občina imela, bi rekla, ingerenco, a ne? In recimo jaz sem s tem svojo kariero pri tem certifikatu končala na gasilskih brigadah, zato ker tam smo imeli eno grozljivo srečanje, ker pač enostavno niti jaz nisem vedela, zakaj smo mi točen glih tam, a ne? Zato ker pač, ko požar pride, oni to pogasijo in to je to. Nismo bili ne v šolah, ne v domovih za starejše, ne, mislim, v bistvu v teh socialnih institucijah bi pa res morali biti in to sem si pustila za na konc, kakšne so te izzivi za naprej, ki jih lahko sami rešujemo znotraj civilne družbe, brez da nam kdo da kljukco ali pa denar, a ne. In prav to se mi zdi, ta certifikat je res dobra stvar, če jo bi izvajali res v tistih institucijah, kjer se to potrebuje. Ne? Tako da, kot sem razumela, pridemo. Z veseljem. Ja, tako da bomo budila ta svoj delček kariere. Tako da, mogoče, no, da bi odprli debato prav na tej točki, ker tukaj sem tudi jaz malo zgubljena v tem smislu, koliko, jaz sem brala neke intervjuje, tudi iz tujine, zdaj je trend itak na področju starostnikov, deinstitucionalizacija v tujini, zato se rabi več sicer denarja, da bi lahko vaši domači skrbeli, pa bi za to dobili denar, pa da so, bolj si predstavljam, da bi tak dom bil možen, če v neki hiši je 10 stanovalcev, a ne, težko si pa predstavljam, da nas bo 170 v Domžalah iz te LGTB populacije, a ne, skratka, to si zelo težko v bistvu predstavljati, pa tudi, ne vem, mogoče samo ena anekdota, enkrat mi je ena prijateljica, ena profesorica rekla, ko je bila ideja o tem,
tem, da bi v bistvu pač pri družinskem referendumu. No? In potem smo se nekaj pogovarjali, v glavnem ona ima eno majhno punčko, in jaz sem izvajala argumentacijo, zakaj bi morali imeti možnost posvojiti tudi istospolni pari. In ena od teh argumentacij je bila, da če nimajo možnosti posvojiti istospolni pari, potem je njena punčka prikrajšana, da bi bila posvojena v podobno okolje, zato ker ona živi z žensko. A ne? In je ona meni rekla, ne, te argumentacije jaz nakupam, jaz imam 10 drugih prijateljev, ki so straight, pa bi rada, da jo posvojijo, pa niti enega istospolnega, pa je ona zelo emancipirana, a ne? Ampak zanjo pač so neke druge kategorije pomembnejše od spolne usmerjenosti. A ne? In jaz, ko gledam mojo mamo v domu zdaj, a ne, pač tam je nešteto nekih kategorij, ki so nam pomembne, a ne, ko si star. S kom se lahko nemško pogovarja, a ne? Kdo dost na glas govori, da jo sliš. A razumete? Mislim, seveda sem pa brala tudi intervjuje, ko ljudje so bili strašno diskriminirani, a ne? Zato, ker so bili istospolno usmerjeni. A ne? In tukaj se mi zdi mogoče prav to, ta povezanost med nami vsemi, v bistvu te teme morajo priti v običajne domove, bi jaz rekla, v običajne institucije. To, vaša institucija je moja institucija, to ni vaša, to je moje, a ne? In obratno, a ne? Tako se mi zdi nekako. Ne vem pa kako, mogoče bi tukaj lahko odprli, če kdo ima pogled na to, koliko so to specialne reči, ali Mitja, bi ti rad bil v domu za starejše z mano, recimo. A veš, a je to zdaj ta kriterij, a ne? A te lahko izzovem? Moram kar takoj reči, aj tu. Lahko me izzove zaradi tega, ker smo ravno s Katarino Meyerhold pred časom na njeno pobudo delali malo, ona je v bistvu delala malo raziskave okrog domov za upokojence, ostarele, z idejo, da bi bilo fajn imeti nek dom upokojencev za LGBT osebe ali pa TBLG. V glavnem, in pol je poslala en kup nekih po domovih, en kup enih vprašanj in od večine teh domov ni dobila nobenega odgovora, od enega doma pa je dobila odgovor ali od dveh. In pol smo se najavili tudi za en tak intervju v ta dom z eno osebo, ki je bila zelo odprta za te tematike in smo se pogovarjali in prva stvar, ker je prišla ven, je, da oni sprejemajo vse, ne glede na osebne okoliščine. Jaz pa, ko mi nekdo reče, jaz sprejemam vse, oziroma mi se s tem še nismo srečali, ali pa pri nas se nobeden še ni izpostavil, imam jaz s tem precejšen problem. Problem imam s tem, ker prvič se sprašujem, koliko je ta oseba, ki je prišla, začutila, da je to okolje varno, da se lahko izpostavi. Recimo moj dedek in babica sta se kot par tako izpostavila, ko sta prišla v dom, ker sta pač vedela, da je to dom, kjer se heteroseksualne pare sprejema in to je del te kulture in sta se počutila naslovljena tudi, ko sta gledala slike po stenah raznih parov, ki so imeli okrogle obletnice in tako naprej, in sta se čutila tudi nagovorjena. Ko sem pogledal po tem domu malo okrog, nisem videl nobenega LGBT simbola, nobene nalepke LGBT prijazno ali pa slike z kakšnega prajda. In ko človek pride v tak dom, ne najde nobene točke reference, kjer bi se lahko identificiral in ne ve, ali je ta dom LGBT ok ali ne. Zato se jaz vedno sprašujem, ali ste to sploh kaj naslavljali, ste se pogovorili z zaposlenimi, so zaposleni poučeni o tem, da so osebe različnih spolnih identitet, različnih spolnih usmerjenosti, da so lahko zaradi manjšinskega sindroma, ki ga doživljajo celo življenje, v nekem novem okolju zelo zadržani. Koliko ste se ukvarjali s to tematiko, koliko ste to vi naslavljali? Ne, mi smo tudi vedno rekli v aktivizmu, ja, na te teme ni doktor ljudi, pa ni noben se razen Salomene izpostavil, ja seveda, ker se nobeden tudi za te ljudi, za transspolne osebe ni pobrigal. Ko se je nekdo pobrigal, je takoj prišlo 100 transspolnih oseb, ki so zdaj zelo aktivne v skupnosti. Tako da
ta problem imam, ta relativizacija vprašanja. Recimo pri vprašanju brezdomcev v Združenih državah Amerike 40% brezdomcev je LGBT mladih. Ne verjamem, da smo tako drugačna družba, da tudi pri nas tega ne bi bilo. Tako da stalno pri sebi ne vem odgovora na to vprašanje, ali je bolj ta asimilacijski pristop, ali je bolj specialistični pristop. Torej, ali je bolj sistem spremeniti, tako da bo vključujoč za vse. Včasih se mi to zdi po 17 letih aktivizma nemogoče, da bi se sistem prilagodil vsem manjšinam, ali je bolj, da mi razvijamo neke specialistične storitve, ki spet ne bojo elitne in nedosegljive, ampak bojo obče odprte. Tako da, jaz osebno imam problem z relativizacijo problema in z relativizacijo vsega, kar se tiče LGBT. Ker kamorkoli pridemo, tudi s tem certifikatom LGBT prijazno, dobimo odgovor, mi smo do vseh prijazni. To je isto, kot bi rekli, do nobenega nismo prijazni. Ker če človek ni nagovorjen, če ljudje nimajo specifičnih znanj, če ne znajo nagovoriti ljudi, da bi se odprli, tudi v teh biografijah, recimo, ko jih pišejo za domove, pol seveda ostane skupnost nevidna in problema ni. Iz vsakdanjega življenja pa vidim, da problemi so. In to veliki problemi, ki jih pač nekako ne znamo naslavljati. Tako da ne vem, kakšen je odgovor na to vprašanje. Jaz bi razmišljal v smeri neke varne hiše za LGBT osebe, absolutno. Razmišljal bi v smeri za domove za LGBT osebe, ker jaz si ne želim pri 70-ih, če jih bom doživel, ali pa 80-ih, spet nazaj v klozet. Ali pa biti slučajno s primcem v isti sobi. Ne, mislim se, če bi bil s primcem, bi še nekako šlo. Ampak hočem reči... Za Metko Zevnik ne bi bil. Skratka. Hočem reči, da ne, jaz mislim, da je za zdaj to ena izmed realnih možnosti, o katerih moramo razmišljati. Seveda ne smemo pa nikoli nehati tudi delati na tem, da državne inštitucije uredijo stvari tako, da so za vse, ne samo za neko zlato sredino, ki ne obstaja. Ja, jaz se vedno, ko se pogovarjamo o starostnikih in o tem, kako v bistvu jih takrat v tistih časih še ni bilo in da se oni ne razkrivajo, ali pa se zmeri spomnim enega intervjuja, ko bom en košček zdaj prebrala, enega starejšega gospoda, ki ga videvam na Taboru, mislim, da je slikar in je siguren star tam 85 let in je imel v Sobotni prilogi en let nazaj približen intervju in je ga vprašala, pač novinarka, ga je veliko spraševala o njegovem, v bistvu bi rekla, sopotniku, pisatelju Mraku in eno od vprašanj je bilo, pogrešate Mraka? In on pravi, seveda, veliko ga sanjam, že dolgo vemo, da se v sanjah svet ne ponavlja, vedno znova se rojeva nov. Z Mrakom imava telefonsko zvezo, ker ta gospod Mrak je namreč preminil in v glavnem me kar okrca, veste, vse te množice besed iz dneva v dan izgubljajo pomen, treba se je potruditi z bližino, ljudje naj si zaupajo, ne glede na spol, starost, vsak naj pride na dan s svojimi zahtevami. Mrak je temu rekel terjatu, sicer smo trava, je govoril, ki se jo pohodi. Mislim, da bi v mladosti moral Mraku bolj zaupati. Ja, v mladosti sem imel en izziv. Kakšen? Da bi z Mrakom združil svojo usodo. Pa saj ste jo, novinarka reče. Ne? In on pravi, da bi se mu pridružil kot prijatelj, brezpogojno. Ako sem premišljal, kakšen nravi sem, kakšen ekscentrik, sem si rekel, da bi bilo noro, če bi hodila objeta po Ljubljani. Zakaj le? Ja, danes je že, takrat pa ne, tega sem se ustrašil in se s tem izognil življenju. In veste, ker tega nisem storil, ker se mu nisem zares udal, sem resnično zbolel, uprl sem se ljubezni. Torej on v bistvu njemu reče prijatu, in v bistvu šele po celem sklopu nekih stavkov ugotoviš, da bi on v njega, to nikjer ni jasno, da je on bil v njega zaljubljen, mislim tako, v bistvu ljudje, on ni nikjer rekel, da je gej, pa tudi morda se sploh ne počuti tako, ampak on rab neko dodatno, bi rekla, verjetno pozornost od institucije, kot ne vem, kako vi recimo, verjetno se vam zdi, da ta človek vsem rab neko dodatno podporo recimo, ali je to v bistvu,
ne vem, v tem smislu institucija, da bi morala imeti, da bi on to mogel, najbrž je to prvič povedal, bi rekla, a ne? Ampak da bi moral v domu ali pa nekje, kjer živi, že imeti možnost povedati to. In na kakšen način do tega pristopati. Se to tudi ni enostavno za institucijo, a ne? Mi, ko smo imeli ta certifikat, ko smo vprašali, recimo prvo vprašanje, ko smo šli v krogu, je bilo, kot kaj se identificirate in kot kaj želite, da vas naslavljamo. Ona ali on. Zelo enostavno vprašanje. Pol moških je znorel, a ne? Se pravi, za institucijo ni enostavno postavljati vprašanja, ki v bistvu, ampak mora pa prevzeti to odgovornost, da jih postavlja, ampak kako jih recimo, kako to pristopati k temu problemu. Recimo, na kakšen način bi vi recimo osebo, ki pride v dom, vprašali, kakšne spolne usmerjenosti je, ne da bi jo v bistvu, razumete, postavili pred neko težko vprašanje. A me razumete, jaz recimo zdravniki smo imeli tudi to, a ne, njim se je zdelo, pa sej to ne rabim, a ne jaz vsakega, ki pride in ima angino, vprašam, kakšne spolne usmerjenosti ste. Kdaj je prava točka ali pa kako, na kakšen način se verjetno je to pač nek ta odnos, kot ste vi rekli, se vzpostavil, brez da bi to... Zdaj, to, kar ste sama poudarila, vi ste rabila nekaj časa, da ste prišla do tega, kaj pravzaprav je ta človek, ne? In to kaže, da je imel sam pri sebi težave, da je to izrekel, ne? In to mogoče spada tudi ta okvir, čemu je Kevin rekel, ponotranjena homofobija in nek notranji konflikt. In v tem primeru ne bi človeka kar takoj direkt vprašal, ampak če bi zaznal, bi najprej z njim vzpostavil en dost zaupan odnos, kjer bi se preko tega, ko bi se meni odpiral, istočasno lahko tudi sebi in svojo lastno stisko predeloval. Mislim, da v tem primeru ja, bi bila potrebna psihoterapija. Seveda pa, če bi on izrazil željo, ne? Tukaj tudi ne moramo nobenega posiljevati s tem. Koliko pa te recimo simboli, ki jih Mitja omenja, recimo da institucija obesi ali pa da obesi neko paradno sliko ali pa ne, a to verjetno zagotovo to pomaga pri tem odpiranju in tako naprej? Absolutno, in to se mi zdi zelo fajn, kar ste povedal, ja, mi vse sprejemamo, je sam način, kako izrinemo iz vidnega polja stvar. Tukaj se pol pokaže, a smo pripravljeni to tudi manifestirati v neki obliki nekih gest, recimo, in tudi obesiti te simbole. In to je pol sporočilo dovolj jasno, da je tukaj dosti varen prostor, da ni tabuizirana tema. V bistvu tisto, kar razumem, kar ste vi povedali, je pravzaprav, ja, mi vse sprejemamo, ampak v resnici je to tabu, o katerem nočemo govoriti. Se pravi, detabuizacija je potrebna in to pravim, ne more iti sam na ravni posameznika, ampak se more zgoditi tudi v širšem kontekstu in tukaj ja, nek simbol, pa neko odkrito, odprto pogovarjanje bi temu gospodu vsekakor zelo pomagali. Hana, imate vi kakšne simbole LGBT, recimo v dnevnem centru? Prav pomisliti moram zdaj. No, če moraš pomisliti, jih nimate. Ne, veš zakaj? Veš zakaj moram pomisliti, bili so, veš zakaj, ker so bili so, ampak smo gli zdaj prenavljali, delali. Ja. Dobro si me zdaj. Ampak je pa recimo tema, se mi pa zdi, no, da pri nas kakorkoli, mogoče to, ko sem rekla, vse sprejemajo, ampak kakorkoli pa ne puščamo, da je to tabu tema, no. Se mi zdi, mi imamo neke srečanja, predavanja, neke aktivnosti konstantno, ki so tudi na to temo, no, tudi v bistvu v okviru in se mi zdi in časopisa in nekih aktivnosti, delavnic, ki jih imamo v našem dnevnem centru, v bistvu odpiramo najrazličnejše teme, no, in se mi zdi tudi, in tudi pač tudi ta tema se tudi pogosto najde, no, tako da se mi zdi, da se trudimo na nek način, da to ne ostane tabu tema. Je pa dejstvo, no, da pač je res ta neka stiska, ki je človek pride s to neko bivansko, včasih pač res ne pomisliš na te stvari, ker ni to toliko močno. Pa mi smo kralji ulice, mi se ukvarjamo z ljudmi, ki so lahko, ki imajo hude težave z odvisnostjo od drog, ki so z alkoholom, ki so tako zelo stigmatizirani in jaz mislim, da marsikdo zaradi tega ne pride k nam, pa mogoče pride v vašo svetovalnico, no, recimo mladi, ki so to, kar si tudi ti prej rekel, mladi, ki so šli od doma zaradi tega, ker še vedno smo mi kar en
prostite izrazu, poden od podna, kamor se ne vsak posameznik obrne. No. Tako da se pa seveda zgodi tudi, no, da se v bistvu Poljsko sta nek individualni pristop, ki ga imamo, se pač v bistvu te zgodbe bolj odpirajo. Teda se mi zdi, to je tudi razlog, zakaj ljudje najprej ne pridejo, ko rečejo, vi kralji se tudi ukvarjate z nekimi takimi. In se mi zdi fajn, da se o tem pogovarjamo, da tle sedimo za mizo, ker to, kar si ti povedala, kaj vi ponujate, že izpolnjevanje za denarno socialno pomoč, svetovanje, zagovorništvo, to so vse stvari, ki jih mi počnemo. A ne? Zelo so stvari, se mi zdi, da podobne. In se mi zdi glih to, no, da sedimo za tako mizo, da se slišimo, kaj kdo ponuja, da mi nismo samo, ne delamo samo s posamezniki, ki so zapiti na klopci, ampak tudi z nekom drugim. Se mi zdi, vedno dobrodošlo. No. Je pa lahko mogoče na nek način težava v tem, no, to sva se tudi mi pogovarjala, se mi zdi, mi v našem resettlement programu smo pač omejeni, mi imamo toliko sob, kot jih imamo, in ko je soba fraj, pač soba fraj v nekem stanovanju, kjer je lahko nekdo hud aktivni uživalec drog, alkoholik, ima pač neke težave in se mi zdi mogoče v tem smislu problematično preseliti neko mlado osebo, ki v bistvu nima težav z odvisnostjo in ne nekih takih drugih težav. Se mi zdi to problematično, da v tem kontekstu v bistvu se s tem niti ne tako ukvarjamo. No, v takem smislu. Mogoče še za zadnji moj krog to, da kaj bi si pa želela v bistvu znotraj, zdaj ko razmišljaš neke te možnosti povezovanja znotraj nevladnega sektorja in kaj pričakuješ od občine ali pa države v tem smislu? No? Absolutno, na tak način povezovanje, izmenjava, zdi se mi fajn vključevati, ne vem, recimo naše uporabnike v neke vaše aktivnosti, se mi zdi lih to preseganje, lih to vključevanje bo preseglo to večkratno izključenost, no, se mi zdi neki ti skupni projekti bojo glih presegli to in bojo mogoče tudi navzven oziroma še ne samo med našimi uporabniki, ampak tudi v neki širši obči javnosti pač lahko dosegli nekaj. Se bo slišalo o tem. No. Torej ste zainteresirani za izvedbo certifikata? Absolutno. Absolutno. Ja. Tako da evo, 2 kandidatki že imaš. Ja, na ravni občine in na ravni države. Pa kaj, če izhajam iz naših potreb, iz naših uporabnikov, je seveda pač reševati to stanovanjsko politiko, ki in jaz tudi mislim pač ustvarjati neke specifične nastanitve oziroma nastanitve za neke specifične potrebe populacije. Absolutno si tudi mi prizadevamo temu, tako da se mi zdi pač, ja. Pa verjetno pri teh specifikah se povezvati z drugimi, a ne, ja, podobno, verjetno nima smisla, da imate vi posebne nastanitve za, a ne. Absolutno, meni se recimo, jaz v zadnjem času opažam to razločevanje v bistvu pripelje, lažje je, če v bistvu pač se pogovarjamo o neki stanovanjski problematiki in potem rešujemo z različnimi nekimi specifičnimi potrebami to, no. Ker recimo banalni primer tega je, recimo dogajalo se je, da smo bili društvo Kralji ulice, delamo z alkoholičarji, društvo Stigma dela z uživalci drog. Trenutno se dogaja, da večina naših uporabnikov je aktivnih uživalcev drog in potem smo se mi začeli z njimi povezovati, ker isti ljudje hodijo v njihov dnevni center, pa naš dnevni center in je bila potrebna komunikacija, skupno terensko delo, skupno obiskovanje ljudi, ker vseeno mogoče neke specifične programe nudimo mi, kot je recimo neko nudenje stanovanja, oni pa neko recimo svetovanje, kako opuščati droge. In se mi zdi to ključno, no, povezovati in govoriti o teh temah in v bistvu, če se srečaš z nekim vprašanjem, na katerega ti nimaš odgovora, se mi zdi dobro, da lahko, ne vem, pokličem tebe in se skupaj pogovarjamo o teh temah. Absolutno, to se mi zdi nujno, no. Ne pa, da smo vsi na svojem bregu in rečemo ti, mi delamo samo z njimi in pedi tja. To absolutno tega ne podpiram. No. Nataša, kaj pa na vašem področju bi bil nek ta izziv ali pa bi bile manjše skupnosti, ali bi bila deinstitucionalizacija, v bistvu bi reševala te probleme specifičnih potreb ljudi, recimo, ali smo blizu, ali smo daleč, ali si niti tega ne želimo? No? Ja, jaz mislim, da reševala bi vsekakor. Kar je moja zadnja informacija, da je deinstitucionalizacija daleč, da ni denarja. Ne? To je zdaj izgovor. Se pravi, manjši domovi bi stali več kot pa nek velik dom. Ja, stali bi več, ampak bi bila kakovost življenja primerna.
Mislim pa, da to v bistvu tudi znižuje ceno, ki je drugje potem lahko. Ne? Če rečemo pri zdravstvu, kjerkoli. No? Kakovost življenja je pomembna. Ja. Ne, sigurno ne. In nekako bila sem prejšnji mesec na Portugalskem, povprečno je 40 stanovalcev v domu. Ne? To se mi zdi pa, da je že taka številka, da lahko imaš res individualen pristop. Kakorkoli se to sliši hecen. Ker vedeti moramo, da so z nahrbtniki tako naši stanovalci, kot mi zaposleni. In v našem domu je pa kar velika gužva, ko se butamo z nahrbtniki. Ne? To moraš razumeti, mislim, ta pristop individualen. Ne? In stanovalca res probati obravnavati. Ker, tako kot sem rekla, pride pa večina res preživeti, no? In ne živeti. Nažalost, pridejo stanovalci v kar rekla, težkih ali pa obsežnih zdravstvenih problemih ali pa potrebah po pomoči. Ne. Povprečna starost v domu je potem 82-83 let. Mislim, da mogoče lahko povem 80% žensk, 20 moških. Ne. Kako pa to, ker moški prej umirajo? Ja, pa skrbstvo pa. Še vedno žene nekako še poskrbijo. Skrbijo za nje, za njih pa nihče več ne more. Ja. Ja. Mateja, mogoče še za tebe, ti si delno že neke stvari odgovorila, ampak morda še kakšne možnosti, ki jih vidiš na sistemski ravni, kar se vam zdi recimo pri vašem vsakdanjem delu, da bi morala, eno je to namestitve, recimo, je še kaj tacga, kar bi naslovili, recimo, če bi zdaj naredili sklep in naslovili na državo, kaj je tukaj potrebno? Jaz bom tukaj malo obrnila, ker mi v bistvu že zadnjih 10 minut hodi to po glavi, pa če mi že hodi 10 minut po glavi, pa mora biti pomembno. In sicer to, da definitivno se mi zdi pomembno to povezovanje med organizacijami, kar v bistvu že delamo, sodelujemo z vami, sodelujemo z Društvom Ključ, SOS, Telefonom DNK. Ena stvar, ki jo pa zelo, zelo pogrešam, je pa tudi sodelovanje znotraj skupnosti. Torej tudi organizacije, ki smo v skupnosti, bi si želela veliko več povezovanja, veliko več solidarnosti in veliko več situacij, ko bi stopila cela skupnost skupaj in bi bili mogoče malo bolj prijazni eden do drugega. No. Ker velikokrat niso samo težave v družini ali ta občutek, jaz pa ne spadam domov, ampak tudi občutek, jaz pa ne spadam v skupnost. Tako da se mi zdi, da je pomembno, da mogoče tudi to izpostavim. No? Da mogoče kdaj je fajn stopiti en korak nazaj, pa res videti človeka, ne nekoga in ne nekoga in iti na sistem. Ne vem, tako kot sva se mi dve zadnjič pogovarjala, ne? Če imaš otroka, nisi ta prava lezbika. Ne? Tako da tudi del skupnosti je biti težko. In bodimo tudi znotraj skupnosti malo bolj solidarni. No. To. Ja, to bi zelo lepo za zaključek, ampak moram še vas vprašati. Bi pa obrnila pri vas vprašanje, ker se mi zdi, da je bila psihoterapevtska stroka, ker zdaj jaz se šele zdaj prepoznavam, je bila zelo nevidna, naslov te parade je kako nevidno, odstiranje nevidnega, tako se mi zdi, da se tudi psihoterapevtska stroka odstira, zlasti zato, ker se mi zdi, da ni zelo družbeno dejavna ali pa zelo, in ker so v bistvu, tako kot sem vas razumela, te družbeni dejavniki tako zelo pomembni za posameznika, verjetno se mora tako zelo pomembna stroka, kot je vaša, vključiti v družbo na bolj intenziven način, tako da mogoče, če vidite to možnost oziroma kaj so ti sistemski razlogi, da se ne vključujete toliko zelo psihoterapevti v recimo razne referendume, v javne razprave in tako naprej. Ja, jaz, kar sem prevzel krmilo Slovenske krovne zveze, zelo probam poudarjati ta vidik na moji spletni strani, ne, na spletni strani našega društva za gestalt. Sem tudi objavil krajši članek politične dimenzije psihoterapije in se zelo zavzemam za to, da bi odpirali teme, ki so pomembne in da bi se tudi terapevti osvestili tega. Recimo lani smo imeli temo spol in spolnost
Letos smo imeli problem zgodnjega odraslega obdobja in ravno s tem namenom in smo tudi vabili goste. Mislim, da je psihoterapija ni zrasla samo na psihiatriji, klinični psihologiji, mislim, da je in sociologija in antropologija in vse ostalo ravno tako pomembno in se rabimo napajati iz tega. Tisto, kar opažam, je neka inercija in je treba kar precej energije vlagati, ampak upam, da se bo to spremenilo, ker se nekako malo zapiramo v te svoje, ne vem, bi se reklo, pisarne ali ordinacije. Ne. Ampak mislim, da je to problem današnjega časa nasploh, da smo se večina ljudi v neki, čeprav vsi jamramo, zapremo v neko svojo komoditeto. Tako da mislim, da to ni samo problem psihoterapevtov, ampak vobče družbe. Ne. Je pa to res, da zadnje čase postajamo malo bolj prepoznavni, tudi ko obnavljamo to borbo za to, da bi se to področje normativno in upam, da tudi pravno uredilo in tam se pa odpirajo tudi razne debate. Jaz upam na razvoj in na širjanje te zavesti. No. Ja, super. Tako da, če bi še kaj iz publike, vidim, da Simona bi, izvoli Simona. Hvala, jaz bi še eno zadevo dodala, ne? Zato ker ena od stvari, ki danes ni bila toliko eksplicitno izpostavljena, pa se meni zdi zelo, zelo pomembna. V Društvu Parada ponosa zdaj par mesecev izvajamo eno anketo med mladimi 16 do 30, LGBTQ plus mladi z izkušnjo nasilja, homofobije, se pravi v njihovih okoljih, šola, družina in tako dalje. Kar smo v tej raziskavi naredili, trenutno imamo 495 odgovorov, ki so že tudi poanalizirani. In pri tej stratifikaciji je jasno, da skoraj 50% mladih, ki je odgovarjalo, prihaja iz naselij, ki so manjše od 10,000, veliko manjše od 3,000 oseb. A ne? In šele kasneje, kjer je prostor prebivanja zdajšnjega, ko so recimo mladi odrasli in to odgovarjajo, se potem ta procentaža spremeni, se pravi, se preselijo v večja mesta. In ko se pogovarjamo o teh varnostnih mrežah, a ne, se mi zdi, da ena perspektiva je perspektiva Ljubljane, kaj v Ljubljani obstaja, tudi na nivoju občine, tudi na nivoju civilne družbe. Druga je pa perspektiva, kaj pa je za ostale 3/4 ljudi v tej državi. Jaz prihajam iz Ločkega Vrha pri Destrniku pri Ptuju. Ne? Moja mama dela na občini Trnovska vas, ki ima tam 3 do 4 tisoč prebivalcev. Ne? Recimo, to je ena taka tipična občina v Sloveniji, ki ima na občini zaposlenih manj kot 10, tam manj je više 10 ljudi. In moja mama, ki je recimo financerka, samouk, pač dela plače in kredite za občino in tako dalje, tudi pokriva vso socialo. In njeno delo zaobjema vse to, kar vi delate. Se pravi, ko imamo družino, ki bi Društvo prijateljev, pač Zveza mladine prijateljev otroku nudilo recimo letovanje na Debelem rtiču in ta družina ne želi svojega otroka tja poslati, ker se bojijo, je treba iti nešto z njimi govoriti, da bo vse ok, ker to je mogoče otrok, ki je star, v bistvu, ki je že mladostnik in še nikoli v lifeu ni videl morja, ne? In je ta, ne bomo ga dali nekim tujcem, ne? Do tega, da pač občina more poskrbeti recimo za starostnike in je treba najti neko, recimo tudi plača dom za ostarele v primeru, ko svojci zatajijo ali pa jih ni in tako dalje. Ne? Se pravi, vse te zadeve, o katerih ste danes tukaj govorili, na koncu v enem malem okolju pokrije neka javna uslužbenka, nek javni uslužbenec, ki je ali pa ni, če pokrije, ampak ki je ali pa ni, sploh na osebni ravni ali pa na profesionalni ravni ima kapaciteto sploh si kaj s tem začeti. In se mi zdi, da to odstiranje nevidnega pri nas v Sloveniji gre tudi v smer tega, kaj se vse dogaja izven nekih malo večjih mest in na kak način dejansko, ko govorimo o vzpostavljanju varnostnih mrež,
nasloviti to, da nekatere zadeve enostavno morajo dobiti epilog tudi na ta način, da postanejo vse informacije o obstoju tega dostopne tudi na nekem zelo, zelo lokalnem nivoju. Ne. In zato v bistvu sem želela to izpostaviti, ker se mi zdi, da je ena taka specifika, ki jo velikokrat nekako postavimo ob stran, ker so naše življenja zdaj strukturirana tukaj. Ne. In se mi zdi, da posebej v takih primerih je še toliko bolj pomembna ta odgovornost javnih institucij in države, zaradi tega, ker prelaga ogromno odgovornosti na občine, te občine niso kvalificirane za delati civilne družbe, na te ravni sploh ne obstaja v takih okoljih, ne, da bi te teme lahko pokrila, naslovila in v bistvu je ta dostopnost do česarkoli, do kakekoli skupnosti, kljub vsem internetom in podobnim zadevam, v bistvu zelo majhna. Ne. Tako da to sem želela sam dodati kot neka zadeva, ki se meni zdi, ki bi morala biti tudi del tega našega razmisleka za naprej, ne? Predvsem kako in kaj tudi in na kak način potem tudi strukturno razmišljati, kaj bi bilo treba narediti. Ne? Sorry. Jaz bi tukaj mogoče dodala to, da kot en del svetovanja Legebitra izvaja tudi terensko, oziroma je terenska ekipa, ki hodi po trenutno 4 lokacijah v Sloveniji. Naša želja je, da bi dobili iz strani ministrstva zeleno luč, da gremo kamorkoli v Sloveniji, torej tam, kjer se pojavi potreba, z nekim dolgoročnim ciljem in vizijo, da toliko podpremo tisto lokalno okolje, da se potem samo organizira. Torej, začnemo s tem, da pridemo, da ponudimo prostor, da odpiramo te tematike. In jaz mislim, da se že kažejo zelo dobri rezultati, no? Že v bistvu po zelo kratkem času, ker ljudje prihajajo, odpirajo se teme, od tega, da naprimer v enem kraju obstaja ta osnovna potreba po nekem varnem prostoru in ljudje pridajo tja samo zato, da že lahko govorijo o svoji spolni usmerjenosti ali spolni identiteti, do drugih krajev, kjer so pa že napolno aktivistični in delajo transparente in nalepke. Tako da počasi se pa strinjam in tudi mislim, da to ni prav, da mora ena oseba to vse delati in da je to nekaj, kar bi se mogli tudi na sistemski ravni, kar se sploh ne bi smelo zgoditi. No. Še kakšno vprašanje, komentar? Jaz mislim, da je tukaj se toliko stvari odprlo za 4 okrogle mize, mogoče še za 5, Simona, o ustroju lokalne samouprave, recimo. Tako da jaz se najlepše zahvaljujem gostu in gostjam in vsem, ki ste prišli. Hvala za vabilo, Simona, in lep večer še naprej, pa se vidimo naslednjič. Hvala. Pa na paradi.